Dober dan, to je podcast Dobra knjiga z dobrimi gosti. Jaz sem Aljoša Hrlamov, spremljate nas na aplikaciji Mladinska knjiga plus in moja današnja dobra družba je Dan Podjet. Dan, živijo. Zdravo. Zdravo, se opravičujem, ker sem te pozdravil, živijo. Za začetek mi povej mogoče, katera knjiga, ki si jo na zadnji ali pa v zadnjem času prebral, te je najbolj navdušila? Ne bom rekel najbolj navdušila, ampak vsekakor se mi zdi pomembna, bojda celo izide v slovenskem prevodu, Tehnofeudalizem od Janisa Varufakisa. Zato, ker se mi zdi, da je nek pomemben pokazatelj tega, kar se nam zdaj dogaja. Kapitalizem se, kot pravi Varufakis, počasi izteka in verjetno se ne bo končal, kot pravi sam, z nekim revolucionarnim boomom, eksplozijo, ampak prej z škripanjem kolesja, ki se bo začelo obračati v drugo smer. In ta druga smer je, zanimivo, nekam nazaj, v čas, ki smo ga že poznali. V čas, kjer so fevdalci, peščica njih, vladali svetu, si lastili ogromna območja in zdaj živimo v podobnem času, le da so ta območja namesto fizična postala digitalna. Torej, naši svetovi so vse bolj digitalizirani, živimo kot ti recimo na X-u, ki se je preimenoval Twitter, na Facebooku, na Instagramu in drugih omrežjih, ki so postala naša glavna realnost. In ta omrežja si nekdo lasti. Hkrati pa si seveda lasti tudi naše podatke. O tem piše Varufakis. Ok, zelo optimističen začetek najnega pogovora. Hvala ti vsekakor za bralno priporočilo. V našem podcastu namreč velja, da so dobre knjige tiste knjige, o katerih se govori, in midva se bova danes gotovo pogovarjala o dveh dobrih knjigah. V današnji epizodi podcasta Dobra knjiga torej gostimo Dana Podjeda, antropologa, pisca, avtorja knjig Opazovanje opazovalcev, antropološki pogled na ornitološko organizacijo, kaj o tem bova tudi rekla, Videni, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, ter Antropologija med štirimi stenami, spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Midva se zdaj bova pa večinoma pogovarjala o dveh knjigah, ki zdaj izideta v kratkem sočasno, medtem ko vi gledate, najbrž ste že išli, tako da če boste pogooglali in videli, da ste knjige že zunaj, pojdite si jo poiskat. In sicer gre za dve knjigi, ki boste nastali v sodelovanju s založništvom med ZRC SAZU in Cankarjevo založbo, Krizolacija znanstvena, Krizolacija fantastična, oziroma jaz roman raje imenujem Ostani doma, kot je prvotni naslov. Od teh dveh se bo skratka večinoma pogovarjala. Ampak mogoče za začetek, Dan, za vse tiste, ki še morda ne vejo, pa bi vseeno začeli nekako tako, kaj sploh je antropologija? Mogoče zdaj tisti, ki so recimo slišali vse tri naslove tvojih do zdaj znanstvenih del, mogoče imajo nek občutek, kaj bi to lahko bilo, ampak mogoče vseeno rečva, kaj ti kot antropolog počneš v življenju? Moje življenje je tudi ena velika krizolacija, se mi zdi. Veliko časa preždim žal pred ekranom in veliko časa pišem o ljudeh. Ampak bil sem pa prejšnji teden na terenski raziskavi v Črni na Koroškem v sklopu projekta Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, ki ga vodim. In v tem projektu smo si zastavili, da raziščemo prav to, krizolacijo. Kaj se zgodi z ljudmi, ko so izolirani, v krizi, odmaknjeni, se bolj povežejo, postanejo bolj atomizirani, in to smo raziskovali v Črni. In mene tak teren, rečemo, tovrstni raziskavi, ko greš med ljudi, vedno znova navdahne. Res sem prišel nazaj optimističen iz Črne, ko sem videl, kako so, kakšni izjemni ljudje so tam, kako so si pomagali med sabo v tistem trenutku krize, ko so bili informacijsko izolirani. Kot se verjetno spomniš, takrat jim je ne samo zmanjkalo elektrike, ampak niso imeli signala za telefon in neki dni so bili v tej informacijski temi. In na koga se lahko takrat zaneseš? Na soseda. In tam ni veljalo v Črni, naj sosedu krava crkne, ampak ravno nasprotno, sosed je bil tisti, pa tudi če se sicer nista prej družila, ki je prvi prišel z lopato, s škornji, odkidati tisto blato, tisti mulj, ki se je nabral v hišah. In ljudje so si pomagali in jaz mislim, da je ta solidarnost, ki jo še vedno vzdržujejo, nekaj izjemno pomembnega
na kar se moramo pogosteje spomniti, ne samo v krizi. Sicer pa je, kot ugotavljam tudi v teh knjigah, ki izideta, kriza mogoče normalno stanje človeštva. Kriza ni nekaj več izjemnega, izrednega, ampak se kriza vleče skozi čas. In tudi to je neka antropološka ugotovitev. Vprašal pa si me, kaj je antropologija zame. Zdaj ne bi rad imel tu nekega predavanja, ampak prav zame je antropologija veda o ljudeh, o človeku. In jaz se kar naprej v teh knjigah, ki si jih tudi ti omenil, sprašujem, kak človek pravzaprav nastaja. V opazovanju opazovalcev, v moji prvi monografiji, sem skušal poiskati človeka, ki je nastal med raziskavo opazovalcev ptic. To sem bil jaz, totalni začetnik, ki je prišel tja na teren z povsem neprimerno opremljen. Sicer sem imel daljnogled s sabo, ampak nisem imel pa dvojnih nogavic, ko smo šli delati nek popis ptic na vzhodu Slovenije, zimski popis ptic, vodnih ptic, in smo stali ob jezerih in rekah, in mene tako zeblo v noge, da ne bom tega nikoli v življenju pozabil. Ampak tudi to je bila pomembna izkušnja zame, kot tistega začetnika, bedaka, ki pride povsem neprimerno opremljen med neko skupnost ljudi. In take skupnosti ljudi, ki so nenavadne, zanimive in zgodbe, ki jih je vredno popisati, ni nujno, da jih najdemo nekje daleč, recimo na Trobrijanskih otokih, kjer jih je iskal Bronislav Malinovski v času Prve svetovne vojne, eden začetnikov antropologije, ali pa kje v, ne vem, na robu Kalaharija ali pa v tropskem pragozdu. Take zgodbe najdemo tudi tukaj, pred nosom, celo doma. Tako kot sem to opisal v knjigi Antropologija med štirimi stenami, takrat, ko so nas zaprli med 4 stene, med pandemijo covida, ko nisi imel koga zagledati, sem pa pač gledal samega sebe, pa svojo družino, kako smo se spreminjali tam med 4 stenami. Ko sem šel v trgovino, kako se nisem več upal, ne vem, dotakniti nakupovalnega vozička brez gumijastih rokavic, kako smo odpirali vrata s čevlji namesto z roko, kako smo si razkoževali roke, si jih naučili umivati in tako naprej. In to so neke navade, habitus, kot pravi temu Marcel Mauss, recimo, spet eden od začetnikov antropologije, ki se dolgo vzpostavljajo in se, zanimivo, hitro spremenijo. Tako da vse to je antropologija. Pač kar naprej nekaj gledam, opazujem in kar naprej se s tem opazovanjem ukvarjam, tudi opazovanjem samega sebe. Malo tako egocentrično, priznam. No, ampak po eni strani to, kar si opisal, je v resnici tudi en tak modus operandi pisatelja ali pa nekoga, ki piše. Meni se zdi zelo zanimivo ta prehod. Ko si ti mene prvič kontaktiral, sem jaz bil najprej prepričan, da boš izdal samo neko znanstveno pa strokovno delo, potem pa si pričal, jaz bi napisal roman. In sem jaz bil tako, lepo, dostikrat mi ljudje rečejo, da bo napisal roman. Ampak potem se mi je zdelo, seveda, antropolog je pa nekdo, ki opazuje ljudi, ki zna opazovati ljudi, ki bo znal tudi različne karakterje med sabo opisati, postaviti. A je tebi tudi bilo to normalen prehod, recimo v fikcijo, v leposlovje, ali si vendarle, recimo, do leposlovja pristopil malo drugače, do romana, kot normalno pristopiš do, ne vem, seveda tukaj zdaj vseeno je del tvoje domišljije, ne samo zaradi tega, ker je to neka projekcija v prihodnost, ali pa tudi ne, skratka, vsaj v radikalno drugačno družbo, kot jo živimo danes, ali pa se ti je vseeno zdelo, da je pač to nekaj čisto normalen prehod, pač da zdaj ne opazuješ več samo ljudi, ampak ta opazovanje preneseš pač na neke izmišljene like. Jaz sem že v bistvu od začetka mojega pisanja knjig skušal v znanstvene publikacije vključiti elemente leposlovja. V opazovanju opazovalcev, v knjigi, ki je šla leta 2011 in je bila v bistvu skrajšana verzija moje doktorske dizertacije, sem že vključil kratke zgodbe, v katerih so namesto ljudje nastopali ptiči. Ptiči so bili glavni junaki tistih kratkih zgodb, v katerih sem skušal predstaviti med drugim člane Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. In ker dostikrat skušamo zakriti identiteto sogovornikov, tako da jim damo neke vzdevke,
tudi v krizolaciji nastopajo ljudje z vzdevki, v znanstveni. Namreč tam sem pa potem preimenoval te like v rumenonogega galeba, recimo, pa v druge ptiče. Še samega sebe sem preimenoval, jaz sem pa postal veliki rumenočopasti kakadu. In seveda gre na nek način za hec, ne? Za parodijo tega, kar tudi mi počnemo, antropologi, ampak po drugi strani se mi zdi pa, da v antropologiji, v humanistiki in družboslovju vsako znanstveno delo, vsako znanstveno pisanje vsebuje kanček leposlovja. Kar delamo v antropologiji, zbiramo zgodbe. In tudi v tej leposlovni krizolaciji je seveda ogromno zgodb ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, osamljenih, izoliranih in pa samotnih. To je pa tista pozitivna slika izolacije, ki nima samo enega obraza. In jaz sem hotel te različne obraze ljudi prikazati, tako v znanstveni, kot v leposlovni knjigi. Žalostni in veseli obraz izolacije. Ampak zanimivo, predtem, ko smo prihajali na ta pogovor, smo se pogovarjali in si mi razkril, da zelo rad bereš, se pravi, antiutopije, distopije in da te navdajajo z optimizmom, kar se mi zdi, to boš mogoče malo bolj pojasnil. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da dostikrat zelo malo je utopičnih vizij prihodnosti. Ne? Jaz, koliko sem razmišljal, dobro, pomislim tako na Star Trek in na njihovo, pa še tam je zmeraj nek element, neki ogroža to utopijo, ni nikoli utopija, samo vsi so srečni in tako. Se mi zdi, da sreča je pač nekaj, v čemer ni dobre zgodbe, da vsi imamo radi vse malo razborljivosti in da to nekako mora biti. Ampak kaj ti najdeš v utopiji, da te navda z optimizmom? Se pravi, tvoj roman slika vseeno dokaj, bomo rekli, mračno sliko neke družbe. Skratka, družba, ki je totalno zaprta. Dobro, mi smo bili zaprti. Stanovanje, dobro, lahko si šel ven, nisi smel teči brez maske in to in podobne neumnosti na nekaterih točkah, ampak recimo lahko si šel ven, imel si odprta okna vsaj recimo. Ne? Tukaj ljudje živijo tudi, nimajo več oken, imajo ekrane. Dobro, zdaj trenutno sicer res malo živimo v... Zdaj ti že malo spojlaš to knjigo, se mi zdi. Malo seveda moram nekaj povedati o zgodbi, ampak hočem tudi povedati, recimo, ne, zdravniki samo še na aplikaciji, skratka, res nimajo nobenega zunanjega stika s svetom. Jaz, ko sem tole bral, sem si mislil, sranje, tako si antropolog dan podjet, ki se spozna na reči na svet, ki opazuje svet, tako si on zamišlja, da se bo svet razvijal v prihodnosti. Pa tako se svet razvija. Ampak kje je pol optimizem? Ja, najprej, glede tega, kako se svet spreminja. Poglej, koliko časa preživimo pred ekrani. Ekrani so postali naša glavna okna v svetu, zato so v tej zgodbi postali okna. Windows, seveda, ne? Ampak pred ekrani smo odrasli v povprečju 8 do 9 ur dnevno. V času pandemije COVID-a smo bili 8 do 9 ur dnevno, Aljoša. Dobro, pred ekrani seveda tudi zaradi telefonov. Razumem. Pred telefonom preživimo, zato ga imam zdaj s sabo, pred telefonom preživimo v povprečju 4 ure dnevno. Sej o tem govori knjiga, ki je tudi išla pri Mladinski knjigi, če se ne motim, Sužnji zaslonov. In že v predcovidskem času, BC, before COVID, smo gledali v zaslone tam 3 do 4 ure dnevno. Zaslona telefona se dotaknemo, kar pogosto omenim, 2617krat dnevno. Se ti koga dotakneš 2617krat dnevno? Verjetno ne. Mogoče bom raštil. In pač telefoni so postali naše glavno okno v svet. Prva stvar, ki jo zjutraj primemo v roke, zadnja stvar, ki jo zvečer odložimo. In ne samo, da gledamo v telefone zasebno, ampak gledamo vanje tudi službeno, seveda. Odgovarjamo na elektronska sporočila po telefonih. Približno 12% ljudi med spolnimi odnosi pogleduje na telefone. Res. Ne, se vem, ampak zdi se mi grozno. Ja, ne vem, pač verjetno združijo prijetno s koristnim, odgovarjajo na službeno elektronsko pošto tudi med tovrstnimi opravili. Jaz zelo upam, da ne, ampak recimo. Na stranišče grejo ljudje s telefonom tudi jaz. In naše navade so se v zadnjih 10 letih zaradi te naprave, ne vem, če so se poslabšale, ampak radikalno spremenile. Samo to sem hotel povedati, da
mislim, zasloni so postali naša glavna okna v svet. Strinjam. Spet statistike drugič kažejo, da bistveno več časa kot v preteklosti preživimo med 4 stenami. Ne samo med zasloni, ampak med 4 stenami. Okay. Približno 93% časa je sodobni Homo sapiens v zaprtih prostorih, tako kot smo zdaj. Niso to nujno kontejnerji, ampak so to zaprti prostori, pogosto brez oken. In od tega tam približno 5-6% časa v avtomobilih, ki so pravzaprav tudi zaprti prostori. Ne? In tako, tu jaz v tej knjigi v Krizolaciji pokažem samo trend. Nočem biti samo negativno nastrojen, ampak to, kar se nam dogaja v vrsti Homo sapiens je, da postajamo čedalje bolj zaprti, izolirani in posledično atomizirani. Tudi, mislim, jaz sem pač odraščal v bloku, stanovanjskem bloku v Celju, Plava laguna se mu reče. Ogromen blok z 6 takimi etažami, v vsakem bloku tam od 10 do 14 nadstropji. Sosedi se nismo več poznali med sabo. In to je paradoks tega sedanjega sveta. Bližje, ko smo si, bolj smo oddaljeni. Alone together, kot bi temu rekla Sherry Turkle. Skupaj, a narazen. In na nek način pač se naš način življenja spreminja v to, kar opisujem v Krizolaciji. Tako da zato ne mislim, da je to bodisi utopija, bodisi distopija, ampak mogoče neka nova prihodnost. Seveda pa po drugi strani od tega našega načina življenja pred ekrani med 4 stenami tudi nekateri dobro živijo, celo vse bolje. Tisti torej, ki so tehnofeudalci, ki obvladujejo naše podatke, ki si želijo, da smo še več pred ekrani. Zakaj? Zato, ker je to poslovni model. Pač vi si sami zdaj kupite prisluškovalno in sledilno napravo, sami jo nosite s sabo, sami ste nenehno sledeni. Mislim, kak bizaren poslovni model je to za nas. In zato zagovarjam, da bi morali pogosteje zahtevati plačilo za to, da smo sledeni. Ampak mislim, da tu ne bomo dosegli preobrata v sedanjem poslovnem, družbeno-ekonomskem modelu. Zdi se mi zelo zanimivo, ker pogosto je tista en tak zelo znan mem na spletu, ki se zelo rad deli, da je pač George Orwell predvidel 1984, da nas bojo vsi opazovali, ni pa predvidel, da bomo želeli biti opazovani in da bo pravzaprav kazen za ljudi, če ne bomo videni, če se ne bomo prikazali. Tako da neke stvari, ki so jih v preteklosti distopije napovedovale, so se uresničile celo huje, kot si mi danes to lahko predstavljamo, ampak vseeno si ti pa rekel, recimo, da najdeš nek optimizem v distopiji, v antiutopiji, v nekem tem. Kje je po tem takem zate optimizem našega nadaljnega razvoja? Rekel si, recimo, zanimivo se mi zdi to, da ves čas trdiš, da ni, mislim, da ti ne trdiš, da je vse slabo, ne, popravo si me, ker sem ti rekel, mislim, ni vse, to so samo spremembe, ti jih ne vrednotiš nujno negativno, pozitivno, ne? Mislim, v marsičem se strinjam s Pinkerjem in drugimi, ki pravijo, svet je vse boljši, živimo vse dlje, vse lagodne je pravzaprav, tudi imamo na voljo vse več strojev, ki nam pomagajo živeti bolje. Čeprav ne vem, če zaradi elektronske pošte živimo bolje, ko nas zasuje že zjutraj, ne. Moraš vsako jutro skidati ta Augijev hlev, da prideš sploh k sebi, ne. Se, ko pridem z dopusta, bojim odpreti računalnik, pogledati nanj in videti, koliko elektronske pošte se je tam nabralo. Hotel pa sem reči še nekaj, ne, glede vidnosti. Jaz mislim, da Orwell ni imel prav. Naša sedanjost in tudi bližnja prihodnost ne bo siva in pusta in grozljiva kot v 1984. Huxley je imel prav, ki je napisal že pred drugo svetovno vojno Krasni novi svet. Kaki pa so tam ljudje, podobno, na nek način gre za podoben tip distopije, vsi so zadeti. Na somi. In to smo danes, ne? S pomočjo teh naprav ni naš svet bolj pust, čeprav ovitek mojega telefona je siv, ampak ni tak kot ovitek mojega telefona, ampak je pisan, radosten. Tu noter so, ne vem, srčki, všečki, ikonice, vse tisto, kar je prijetno, kar draži naše čute, se skriva tu noter, ne? In smo zadeti. In mogoče je najhujša paranoja sodobnega sveta, prav ta izraz mi je zanimiv, paranoja, preganjavica. Ne to, da nas ves čas nekdo gleda,
Pa ravno nasprotno, da nas nihče ne vidi, da te nihče ne opazi. Recimo, da spremeniš svojo profilno sliko na Facebooku ali pa na Instagramu, objaviš neko krasno podobo, pa da nihče tega ne všečka. Kako se boš počutil? To je danes tista groza. Ne, da te nekdo ves čas gleda, ampak da te je nekdo spregledal. To se mi zdi en tak zanimiv obrat. In vidnosti smo se navadili do te mere, da se niti ne zavedamo, da nas nekdo gleda na vsakem koraku. Včasih bi bili paranoični, ko greš na stranišče, te nekdo gleda, ko imaš spolne odnose, te nekdo gleda, kot poroča Žožana Zubov, tudi pametne ure spremljajo, ne samo koliko korakov naredite, ampak tudi, da imate spolne odnose. Potem se čutite, če dobite neke oglase po elektronski pošti za erektilne disfunkcije. Za pripomočke za zdravljenje erektilne disfunkcije. Zakaj? Zato, ker vam slabo kažejo rezultati v postelji. Ne? In, seveda imamo s sabo ves čas pripomočke na telesu, ob sebi, ki nas spremljajo. Ne? In tega smo se tako navadili, postali samoumevno. Se ljudje na stranišče ne morejo brez telefona. Se doživijo za peko, če ne najdejo telefona. Ampak tisto, kar je mene recimo pri romanu, pa kar si rekel, ne vem, ali je to nekaj, kar me lahko navdušuje, ampak tisto, kar mi je zanimivo, kar si tudi sam večkrat omenil, da se ljudje zelo hitro navadimo na ene reči. Mene recimo pri tvojem romanu ni toliko mi je bilo zanimivo, seveda mi je bilo zanimivo, kaj naredi recimo dolgotrajna izolacija na enem liku, ki se pač razpusti. Rečva tako, bova rekla, ne razpusti. Koga imaš to v mislih? Svena, verjetno. Skratka, nekoga, ki pač žre vse, niti mu ni mar, kako zgleda. Nenadoma, po eni strani popolnoma osvobojajoče, bi jaz rekel. Ne? Zdaj nenadoma, ker pač nisi več zunaj, koga briga, kako zgledaš, nimaš žene, nikoga nimaš v stanovanju, ti lahko žreš kot prasec, lahko, ne vem, na pol nag si tam oblečen, noben te ne gleda in ti je vseeno. Po drugi strani pa se mi je zdelo v resnici bolj zanimivo, kako nekateri ljudje pač, imaš pa družine recimo v romanu pisane, ki pač normalno, ki v teh pogojih čisto normalno živijo. Dobro, je nasilje v družini, so razni problemi, ampak po drugi strani otroci hodijo v šolo, se pravi, priklopijo se na ekrane. Nekako to, kar se je meni tudi zdelo, da nekako, zdaj, ko pomislim nazaj, se mi zdi malo hecno, kako smo se mi v izolaciji med pandemijo začeli zelo hitro normalno obnašati v neki popolnoma novi normalnosti. Množice, ker bi jaz pričakoval, da bo revolucija in nekaj je bilo, recimo, bova rekla, poskusov revolucije, ljudje so prišli na ulice, so nekateri seveda z raznimi podžgani, z raznimi teorijami zarote, z raznimi paranojami, so seveda tako, ampak v resnici je teh ljudi bilo zelo, zelo malo, glede na to, da so radikalno spremenili naše obnašanje, ali pa ne. Jaz ne vem, nisem čisto pripričan. A je bila izolacija po vsem tem, kar si zdaj povedal, v resnici, a je to radikalna sprememba, ali je to nekaj, kar itak že počnemo, samo zdaj imamo razglas, da to ne počnemo? Jaz mislim, da je bil to nezavedno sicer. In jaz pač ne verjamem, da je tu kakršnakoli teorija zarote zadaj. Da je bil to največji socialni eksperiment. Ampak smo šli v njega na nek način prostovoljno skupaj. Tako. Tudi, jaz mislim, da zelo altruističnimi nameni v marsičem. Zaščititi starejše, recimo, zaščititi nebogljene, zaščititi najranljivejše skupine. Se mi zdi, da je bilo to prav, da je bila... In jaz sem bil tudi takrat, v začetku pandemije COVID-a, sem bil zelo optimističen, da lahko nastane zdaj boljša družba. Tudi takrat sem za Mladino napisal nek prispevek za neko posebno številko Mladine, ker sem bil tako, sem govoril o družbenem resetu, mogoče se pa zdaj dogaja ta nek ponovni zagon družbe, mogoče pa nastaja boljša skupnost. No, ko so me potem leto zatem spet povabili k pisanju, sem bil že bolj distopičen tudi v teh napovedih, ker sem videl, kaj se dogaja z družbo. In tudi te solidarnosti, to vrstne, ko nismo skupaj, biti solidarni je izjemno težko. Mi smo bili vsak v svojem stanovanju z razdaljo, nismo mogli biti skupaj in solidarnost vzdrževati na ta način, da igraš kitaro na bloku, drug pa poje na drugem balkonu, kot se spomniš na začetku teh prizorov. Tega ne more biti vsak teden, to ne more biti teden za tednom. Ne? In ljudje so postali vse bolj nervozni, se spraševali, kdaj bo že tega konec. In v vsakem primeru pa mi je zanimivo, kaj
kaj je bila pa kolateralna škoda ob vsem tem. Pozabili smo recimo na mlade, na njihove potrebe, želje. Takratni govornik vlade je rekel, če se spomniš, ne dajo mladi hormone na stran, ne, v tem prelomnem času. Pa ne moreš dati hormonov na stran. Mislim, hormonov ne moreš dati na stran, pa ne se ne stiskajo po klopcah. Že mladi so že tako ali tako izgubili, tudi moji otroci, tiste nekatere bistvene momente, ko nastaja skupnost. Biti v šoli ne pomeni samo naučiti se, sprejeti neko znanje, ampak pomeni tvoriti skupnost, biti skupaj z drugimi, se družiti, kršiti pravila, spoštovati pravila in vse to nastaja v šoli. Zato jaz mislim, če kateri nauk od vsega tega je, da smo se naučili dvojega. Prvič, koliko je vredna šola, javna šola, in pa drugič, koliko šteje javno zdravstvo. Prav to dvoje, kar se ta hip krha in razpada. Smo v času dolge zdravniške stavke. Mislim, da v roku 5 let bomo, če ne še prej, se bo izkazalo, kako smo ogrozili tudi javno šolstvo. Mislim, da bo to naslednja velika tema, s katero se bo ukvarjala ne samo naša država, ampak tudi mnoge druge države po svetu. Šola je središče družbe. Če se tega ne zavedamo, potem je nekaj narobe z nami. No, sej, mladi v tvojem romanu, seveda, jaz mislim, da tukaj se pa pri njih se najbolj kažejo neke te posledice izolacije, ne tako kot se seveda tudi v realno, jaz mislim, da so se pri mladih najbolj ravno v tej, da si ti nenadoma odrezan od socializacije, ne. Sej, jaz mislim, da je nekako to je zelo logično, ne, enako je, recimo, jaz nekako spadam med kao starejšo generacijo milenijcev po nekateri fori, zato ker se še spomnim časa pred internetom in imam malo oboje izkušnje, ne? In sem neke zelo formativna leta preživel brez interneta, zunaj, podivjan, pred blokom, v širši družbi in tako naprej. Ampak tega ni kamera ovekovečila, tako, tako da lahko še vedno postaneš politik, če si boš to želel. Hvala, ne želim si tega, ampak ja, hočem pa reči, mladi so seveda tisti, ki najbolj nasrkajo v takih nekih okoliščinah, še posebej, ker to postane njihova realnost, ne? To pa je zdaj res, zanje je realnost zasloni in zanje je recimo realnost v tvojem romanu in za nekatere, ki so bili odraščali med izolacijo, je bila izolacija neka nova normalnost in znotraj tega seveda pride do raznih psiholoških, socioloških in drugih motenj in to se mi zdi res grozljivo, ampak mogoče pogledava še to na to, kaj pa ti misliš, da smo iz izolacije prenesli? Zdaj se nam zdi nekaterim, vsaj, da 2 leti smo zgubili, to nimamo v biografijah, v spominu, nimamo teh 2 let, pač mimo sta, in pol smo vsi šli ven in je bilo kot da normalno. Ampak a se ti zdi, da smo nekatere stvari prenesli iz izolacije? Bodi si, ne vem, zdaj ne bom pozitivne, negativne, ampak a so se katere navade ohranile iz izolacije? A smo zdaj to popolnoma pozabili in živimo, kot da smo imeli malo time outa, zdaj pa nadaljujemo? Ne, in jaz mislim, da je bilo prav to obdobje, začetek novega časa, ki mu pravim krizolacija. Tako. Se pravi, ti prav utemeljuješ, mislim, zate je bila prav pandemija oziroma ta izolacija neka prelomnica v zgodovini. To je leto nič. Okay. Kot sem rekel prej, BC, before COVID, in od takrat naprej štejemo čas na novo. Tudi mnogim ljudem je bila to mogoče najpomembnejša izkušnja v življenju, ali pa najpomembnejša skupna izkušnja v življenju. Kot so imeli naši babice in detki, recimo čas druge svetovne vojne, kot tisti formativni čas, ki so se ga vedno spominjali, se vračali k njemu, ima naša generacija ta čas za tisto obdobje medčasja, kot mu pravim, ko nisi vedel, katero leto je. Leto 2020 in 2021, pa še 2022 se je kar prepletlo v eno veliko gmoto, ki se jo spominjamo, a pa jo skušamo nekam potlačiti v preteklost. Ampak pogled, kaj se je zgodilo. S pandemije covida se prav spomnim, kako smo naredili res dobesedno in skočili. Se spomniš? Takrat
je bilo kar naenkrat pandemije konec. Zakaj? Ker je bil fokus na vojni v Ukrajini. Ja. Iz krize je šel svet v novo krizo. In iz vojne v Ukrajini smo šli zdaj v vojno v Gazi. Vojna v Ukrajini je postala žal neka sekundarna kriza, vojna v Gazi primarna kriza. In to je nova normalnost. Iz krize gremo v krizo. Slovenija je še lani avgusta doživela ujmo, naravno katastrofo, spet krizo. In kriz ni konec. Kriza je nova normalnost. Se spomniš, ko smo v času covida iskali, kdaj bo pa prišla ta nova normalnost? No, to je nova normalnost. Ta stalna kriza, ne? Ki je ni konec in seveda tudi mediji na to vplivajo, ko najdejo neko krizno območje, posvetijo z žarometi nanj in opozorijo cel svet, da se tam nekaj dogaja. Ampak se mi gledamo cel svet hkrati. Se cel svet je tu. Zjutraj se zbudiš, pogledaš na telefon, kriza. Napoveduje se finančna kriza, napovedujejo se morebitne nove zdravstvene krize, stanovanjska kriza je tu, kriza identitete. Vse krize so se združile v neko permakrizo in postale sestavni del našega življenja. In ponotranili smo krizo in tudi jaz mislim, da posameznik ima čedalje bolj čez dan občutek, da je v krizi. Že zjutraj moraš to. Ne? Jaz sem tu hip zdaj v nedeljo, ko snemamo tale podcast in seveda spet v krizi, ker moramo pravočasno zaključiti, zato da pridem na nek drug dogodek, na 70-letnico stare mame mojih otrok in že gledam na uro spotoma. Ne? Mislim, ne samo, da nas preganja ta občutek krize, ampak nas ves čas preganja. Nimamo časa, da bi se ustavili, razmislili, reflektirali. To je kriza. Kriza ni več, pač izvorno je to pomenilo ta prelomni moment v bolezni, ko ti gre na bolje ali na slabše. No, zdaj si pa ves čas v razcepu. To je ta razlika. Skozi, ves čas. Saj to mi je zanimivo, ker ne dolgo tega sem bral neko raziskavo, ker je zdaj bo ena knjiga pri založbi Verzo išla, ker je točno o tem govori, kako še službe pred desetletjem nazaj si ti komot šel v službo in nisi imel občutka, da si srčni kirurg in da je vse nujno in tako in zdaj pa se zdi, da delaš kaj jaz vem kaj. Ne bom zdaj rekel česarkoli, da ne bom tako kakšen zdravnik užalil drugih poklicev, ampak delaš neko stvar in nenadoma se zdi, da je od te stvari odvisen, ne vem, jutrišnji dan, če ti ne boš oddal tega poročila ravno danes, za ta ob tem roku, ne vem kaj. In se mi zdi, da imaš prav, da je en občutek. Še ena zelo pomembna tema je, ki je ne bom preveč nagovarjal, no, ampak seveda jo omeniš, v romanu se pokaže, je umetna inteligenca. Kot antropolog, zanimivo mi je meni, recimo, zdaj se dosti pogovarjamo o umetni inteligenci, ne vem koliko sprašujem antropologe, ker dejansko mene najbolj zanima, ti si rekel, antropologija je veda o človeku, pač opazuješ obnašanje ljudi. To jaz mislim, da spet mogoče ena kriza, ne, kot si to predstavljamo, kot bi ti temu rekel. Kaj pravzaprav, kako kot antropolog gledaš na umetno inteligenco in na stik, zdaj ne vem, kako naj temu rečem, naravne, človeške inteligence z umetno inteligenco, je tukaj, in če uporabim spet te distopične primerjave, je tukaj čas Terminatorja, skratka živimo v točki nič, ko se razvije ta, kako se že imenovala ta firma, vseeno, ki je pač proizvedla prve Terminatorje, nas bo umetna inteligenca ubila, se uprla nam, se bo samosvojila, ker trenutno pač veliko stvari, veliko pogovorov, ki poteka o umetni inteligenci, je v bistvu vprašanje, koliko je umetno, da je nekaj umetno, je vedno odvisno od človeka. Še vedno, to zdaj nedolgo tega sem bral, nekako do zdaj se je vedno govorilo, da umetna inteligenca ne bo, dokler ne bo začela sama razmišljati. Ne? To ne bi bil tisti nek stok, da sama razmišlja, sama se uči, kreativna in tako naprej, ampak nekdo je pač opozoril, da mi temu vedno rečemo umetna inteligenca, kar vedno pomeni, da je to proizvod človeška. In tudi sedanja umetna inteligenca, ljudje, ki uporabljajo ChatGPT, pač pravi, da je pač neumna toliko, kot smo neumni mi in da ne more biti pametnejša od nas, glede na to, da pobira od nas. Kako pa antropologi gledate na umetno inteligenco? Meni se zdi zanimivo, da se je to, kar je človeško, zreduciralo
bolj ali manj zgolj na eno lastnost, ko govorimo o tem, kaj umetnega nastaja, na inteligenco. Pravilneje bi bilo pravzaprav inteligentnost, torej sposobnost reševanja problemov. Ampak to ni to, kar je edino človeško. Ne, seveda, se tudi opice in neki ptiči rešuje problema, ni tako. Tako. Ampak človeško je tudi sočutje, solidarnost, strpnost, vse to nas dela ljudi in pa predvsem fizičnost. Jaz mislim, da je bistvo človeka v tem, da smo fizična bitja. Da imamo telo. Da imamo telo, kar pa ni nujno, da bo dolgo trajalo. Kot napoveduje Ray Kurzweil, je leto 2045 tisto prelomno leto, ko se bomo vsi naložili, ali pa neka elita, naložila na digitalne platforme, mogoče bo amorfna gmota še vedno takrat na tipkovnicah služila s tem, da oddaja podatke. In on pravi temu trenutek singularnosti, ko bo človek dokončno postal digitalizirano bitje. Že prej bi se lahko zgodilo to, o čemer zdaj razpravljajo mnogi ti strokovnjaki za razvoj umetne inteligence, fiziki, računalničari. Recimo Max Tegmark v delu Življenje 3.0 razpravlja o tem, kaj se bo pa zgodilo, če se umetna inteligenca zave sebe. To naj bi bil tisti ključni moment, ko nas bo, kot pravi Kurzweil, prehitela kot brzo vlak. Vlak bo švignil mimo, tako, veš, ko prihajaš. In potem ne bomo imeli niti časa, da si zavežemo čevlje, takrat bo že zavzela svet. To je ta terminatorski scenarij ali pa scenarij iz Matrice. Zdaj, Tegmark pravi, da je nekaj še bolj nevarno. Kaj pa, če se umetna inteligenca nikoli ne zave sebe, pa prevzame svet, tako kot zombiji, recimo, ne? Da bo svetu vladala neka entiteta, ki se ne bo zavedala sebe in bo nas seveda se znebila, ker jo ogrožamo in ker smo itak največji problem okolju in naravi, pač uredila si bo tako, da ljudi ni več ali pa kakršnekoli konkurence, ampak zavedala se pa ne bo. Kaj če osvoji potem vesolje neki, kar se sploh ne zaveda sebe, kar nima več nobenega smisla? To so zelo filozofska vprašanja, kaj bi se utegnilo zgoditi. Zdaj pa v neki drugi knjigi Reality Plus, Resničnost plus, pa se, mislim, da je David Chalmers, sprašuje, kaj pa, če se je to že zgodilo? Kaj pa, če mi živimo v simulaciji, ki jo izdelala neka umetna inteligenca, ali pa celo v simulaciji, ki poteka v simulaciji in tam pove, on to tako preplišljivo, da jaz, ko sem bral tisto knjigo, jaz sem rekel, mi smo noter, ne? Itak zdaj živimo v matrici, kako naj sploh pridemo ven? Se on dosti pomirjujoče potem reče, se itak vseeno, če se imate fajn, ostanite noter, ne zdaj rint ven, ne slabše. V resnici jaz mislim, da čeprav to je zdaj spet eno tako filozofsko vprašanje, a ni ravno dokaz, da se nimamo fajn tega, da nismo v simulaciji? Če bi se imeli pa preveč fajn, bi pa že posumili, da smo v simulaciji, ne? Tako da moraš rahlo trpeti, veš, za to. A veš, ker to je meni zanimivo v tvoji knjigi, pa recimo, da če greva spet na roman, ne? Zakaj, recimo, ko naredijo to okolje, skratka, ko zaprejo ljudi, pač ni čisto jasno v tvojem romanu, kaj se je zgodilo, pa zakaj, pa kdo je ljudi zaprl, ampak zakaj ne naredijo srečni, zakaj ne naredijo vsega, da bi ti ljudje bili srečni? Ker jim ni mar, ker pač, ne vem, nekim tem našim gospodarjem ni mar za to, da smo srečni, ker jaz mislim, da a ti misliš, da bi si ljudje res uprli, če bi ti lahko bil, recimo, zaprt v stanovanje, pa bi imel vse, kar bi si zaželel. Recimo, po Amazonu bi si lahko naročil karkoli bi si želel. Jo, veš, kaj bi se zgodilo potem? Že itak imamo po stanovanjih, po eni raziskavi, do 200,000 različnih objektov doma, stvari. Madonna, 200,000. Pač, mi smo hrčkari, mi smo hrčkari že itak, ne? Če bi lahko imeli karkoli, jaz bi sam naročil verjetno cele dneve. Veš, to bi imeli zatrpane vse kotičke stanovanja, že itak naše garaže, pa kleti, pa podstrešja. To so purgatoriji za stvari, ki jih ne potrebujemo. Bili bi srečni, recimo, zakaj ti? Ja, pa nisi srečen, če imaš toliko stvari. Jaz sem zdaj najbolj srečen, če mečem stran. Zdaj ravno čistimo, imamo očiščevalno akcijo čiščenja otroške sobe, ne? In pač mečemo stran. Jaz čutim neizmerno zadovoljstvo zdaj, ko vržem stran stvari, ki nam težijo
ki nam zapolnijo prostor. Okay. Otroci so malce jezni, ko mečemo stran neke te igrače, ki jih mogoče ne potrebujejo več, ampak mislim, v stvareh ne najdeš sreče, no? Ne bova zdaj v sreči razpravljala. Jaz mislim, da najdeš srečo v drugih ljudeh. Niti v sebi, niti v stvareh, ki si jih sam kupiš, ampak v drugem človeku najdeš srečo. In ti ljudje, nekateri od njih imajo srečo, da so vsaj drugi ljudje tam. Tisto, kar pa dobijo, si morajo pa zaslužiti. In dejansko delajo, še vedno delajo. Kljub temu, da bi lahko mogoče dobili te stvari v stanovanja. Ampak ne, oni delajo. Ja, tisto, kar je pa spet seveda tukaj zelo zanimivo in kar recimo v tvojem romanu je seveda malo drugače, ne? Ker jaz mislim, da je ena večjih stvari, zaradi česar pač tudi izolacija ni mogla trajati, pa zaradi česar v resnici, ko se pogovarjamo o izolaciji, ne smemo pozabiti, da nismo bili vsi enako izolirani. Ne? Tudi to je seveda treba poudariti. Bili so poklici, kot je naš, kot je moj, uredniški, kjer res lahko delamo doma, kjer res to ni bil problem, ampak ljudje so hodili tudi normalno, v tovarne so normalno delali, ljudje so bili za tekočim trakom in če zdaj to inšpekcija ni preverjala vsak dan, jaz zelo dvomim, da so imeli tista, ne vem, koliko je bilo 2 metra razdalje, da so, ne vem, kakorkoli, skratka, izolacija ni bila za vse ista, ampak seveda v tvojem romanu ta problem rešijo tako, da pač res lahko vsi delajo doma. Skratka, zdaj je tovarne so toliko avtomatizirane, da ti lahko z računalnika nekaj recimo z tekočega traka delaš. Različne seveda razvijajo se različni poklici in tako naprej. Ne. Tako da tukaj v tvojem romanu seveda delo se nadaljuje. Ne. Tisto, kar je bilo recimo v izolaciji, res mal problem je, če mi ne bi mogli več delati. Ne. Od česa bi živeli, če ne bi mogli delati. Ker ne glede na to, kakor se mi govorimo, kakorkoli, a bo to zdaj tehno, feudo, kakršenkoli kapitalizem naprej, še vedno je kapitalizem, še vedno moraš proizvajati neke stvari, da lahko živiš. Ne? In se mi zdi, da v tvojem romanu so seveda to genialno rešili. Ne? Zdaj, ti kot gospodar romana, kot pisec, oziroma gospodari teh ljudi, oziroma kdorkoli ta oblast, da ne spojlam preveč zdaj, da me ne boš obtožil, je točno to, da delo še se nadaljuje. Ne? Ampak, a veš, se ti si to prebral res natančno kot urednik, ampak a res delajo? A je to resnično delo? Kaj pa, če je to samo simulacija, ki poteka v simulaciji? Aha, okay. To je mogoče zdaj nastavek za kako nadaljevanje. Nisem pomislil na to, ali kaj. Ja. Kaj je res, kaj ni? Prav. In tudi naša dela, a veš, jaz tudi ogromno delam pred zaslonom. Kaj je res? In jaz mislim, da ljudje tudi če dalje bolj iščejo neko fizično delo, prav v tem času, ki mu pravimo čas digitalne preobrazbe, iščejo nekaj fizičnega, delo na vrtu, recimo, ročno dela, da narediš nekaj, da narediš tole skodelico, recimo, jo sam pobarvaš, zaradi tega, ker sicer se pa res dokončno preobraziš, živimo v času, kot rečeno, digitalne preobrazbe, ampak v kaj se preobražamo? To me vedno znova spomni na tega Gregorja Samso, ki se je v Kafkovi zgodbi zbudil nekega jutra in gotovo, da se je preobrazil v mrčes oziroma v insekta, v nekega ogromnega hrošča se je preobrazil. A smo to mi? In zato jaz mislim, da fizično ostaja izjemno pomembno za ljudi. Nismo izključno digitalna bitja in digitalno nas ne more povsem zadovoljiti. Tako da jaz mislim, da je pomemben naslednji trend dedigitalizacija oziroma analogna preobrazba. Okay. Ljudje si želijo izstopiti ven iz teh onkraj 4 sten, iz teh kontejnerjev, ki nas omejujejo, ideoloških, digitalnih, iti ven, dati roke v zemljo, to se mi zdi, da je postalo izjemno pomembno. In jaz mislim, da se te, vrednosti fizičnega prav zemlje se izjemno zavedajo tudi ti tehnofeudalci. A veš, kdo je največji lastnik kmetijskih parcel v ZDA? Bill Gates, ki je kupil približno 100.000 hektarjev obdelovalnih površin. To je območje večje od Triglavskega narodnega parka. Ogromno območje, tako. Na katerem se bi lahko sam sprehajal. Ne, pač ve, kakaj je njegova vrednost. Jaz mislim, da Bill Gates daleč bolj ve, kakaj je vrednost fizičnega, kot pa vemo mi. In tudi tehnofeudalci so tisti, ki se čedalje bolj odklapljajo. Odklapljajo svoje otroke. Kaj je rekel Steve Jobs svojim otrokom? Ne uporabljate pametnih telefonov. Ni jim celo dovolil uporabljati tablic in telefonov, ki jih je sam izumil. Zakaj? Že vedel zakaj.
Domnevam, da res. Odklop je, mislim, da ključna beseda današnjega časa. In s tem se sprašujem, o tem se sprašujem v obeh knjigah, tako znanstveni kot v fantastični, ali lahko izstopimo, ali lahko pridemo ven, ali si lahko sploh dovolimo biti ljudje brez telefonov, ali lahko gremo v gozd brez telefona. Smo lahko ljudje, če smo, ne vem, en teden odklopljeni, če nas nihče ne more No, poklicati. se to je recimo moje zadnje vprašanje, ker se nam reže malo mudi, da ne boš zamudil na naslednji svoj dogodek in povzročil krize. Na rojstni dan. Tako. A ti misliš, jaz mislim, da je to eno ključno vprašanje. Jaz mislim, da sam kot individualen verjetno ti ne moreš se odklopiti in preživeti v današnjem času, ker rabiš za službo, rabiš za ne vem kaj za preživetje. Se pravi, da je potrebna neka politična akcija, ki bi recimo nekako nam pomagala k temu, da imamo možnost, da se v resnici odklopimo in nadaljujemo družbo na nek drug način, kot ga imamo zdaj, in ta način, ki vodi očitno v najboljše ali pa vsaj v zelo izolirane čase. Ja, točno to. Okay. Točno to, kar si zdaj rekel. Poglej, koliko imamo recimo protestov za ohranjanje podnebja z Greto Thunberg na čelu, ki je spodbudila maso ljudi, da so se pridružili temu gibanju, mladi in mladih ljudi. Koliko imamo pa protestov za zaščito zasebnosti? Zelo malo, skoraj nobenega. In za pravico do odklopa. Sam se zavzemam, kot rečeno, za to, da postanemo zopet delavci v sistemu, ki postaja sicer vse podobnejši feudalizmu. To pomeni, da smo plačani za to, da nosimo s sabo prisluškovalne in sledilne naprave. Jaz mislim, da se moramo za to zavzeti. Sicer dobiva le ena stran in naši digitalni dvojniki pravzaprav niso tlačani, ampak so sužnji, ki živijo na strežnikih tujih podjetij, ki niso locirana v Sloveniji, niti v Evropski uniji, ampak nekje drugje na svetu. Najprej se moramo zavzeti za to. Torej, da smo plačani za to, da smo nenehno sledeni. Druga stvar, zavzeti se moramo za pravico do odklopa. Pa ne mislim pri tem na ludističen način, da razbijemo naprave, da se slečemo do golega in stečemo v gozd, tam objemamo drevesa. Čeprav nimaš nič proti temu, da Nimam se razumemo? nič proti, ali pa se mi zdi celo dobro, da storimo kdaj kaj takega. In pazimo seveda, da nas takrat kdo ne posname. Ne? Ja. Sicer bomo postali zvezdniki na Instagramu ali pa na kakih porno straneh mogoče. Zavzemam pa se za to, da se lahko odklopimo. In pri dedigitalizaciji nam paradoksalno lahko veliko pomagajo prav naprave, ki jih ves čas nosimo s sabo. Tudi sam uporabljam kup rešitev in na telefonu in na računalniku, ki me odklapljajo, ki naredijo zaslon mojega telefona bolj dolgočasen. Pa na računalniku pač imam programček Cold Turkey, ki mi pomaga, da lahko samo pišem, naredim iz računalnika pisalni stroj. In če ne bi imel tega pripomočka, jaz te knjige, oziroma obeh teh knjig, verjetno ne bi napisal, ker nimam fokusa. Jaz pa nisem verjetno edini, zgubljam fokus, zgubljam pozornost. Vsakič, ko mi telefon se oglasi, naredi ping, Messenger namreč, moram nujno pogledati, kaj se je zgodilo. Zato sem si Messenger z telefona zbrisal. Okay. In ga imam samo še na računalniku. Ta sporočila lahko počakajo na popoldne. Zdi se mi bolj pomembno, da sem s svojimi otroki, da grem k njihovi stari mami proslaviti rojstni dan in da sem svojo ženo, da si vzameva čas drug za drugega, pa tudi sam zase, no, konec koncev, da samo hodim in gledam naokrog, da nisem ves čas v krizolaciji. No super, to je bil zdaj pa tak zaključek, že skoraj za kakšno knjigo za samopomoč dan. To je ena od stvari, ki sem se odločil in lahko zdaj tule javno povem. Pač knjige za samopomoč ne mislim napisati do nadaljnega, niti ne mislim imeti svojega podcasta. Okay. Jaz sem tle že zgubil, ja. Ja, niti ne grem v politiko, ti si rekel, da imaš še možnost. Ne, jaz sem rekel, da ne. Kaj ja, niso te fotografirali v mladih letih. Ja, no, to. Takrat, ko smo počeli slarije. Saj sem jih jaz tudi. Veliko je o meni, česar bralci in bralke, poslušalci in poslušalke ne bodo nikoli izvedeli.
Okay. Naj to ostane v izolaciji zavedno. Dragi Dan, hvala ti za dobre knjige in seveda hvala ti za dobro družbo. To je bil torej podcast Dobra knjiga, podcast o knjigah, ki jih je vredno brati, o katerih je vredno misliti ter se o njih pogovarjati. Z vami sva bila tokrat Aljoša Harlamov in Dan Podjed. Vi pa ne pozabite, jutri je nova knjiga.